Масло случайно? Оливно олje, pa tudi cvetovi so, pa zmešani z čebeljim voskom. Samo čudanita, vse skupaj. Kuhinju lušno je, vletno je, lušno je, tam visoke so gori in zale deklice. Zvoke vriskati! Vesele so, plešejo in pojo, fante zapenjujejo. Spoštovani in spoštovane, izjemno čast in neverjetno veselje in ne znam povedati, kako lepo mi je danes tukaj z vami in vsemi temi
ki žal ali pa na srečo nismo mogli ta naš cimper. Eden je Mito Trefalt, eden je Janez Košnik, zaenkrat je ena kozjanska domačija in danes je edinstven dan, da gostimo Mita Trefalta in Janeza Košnika tukaj v eni osebi. Žal pa nimajo vse te sreče, kot imamo mi. Zavedajte se tega, zavedajmo se tega. Današnji dan je humanitarni, bomo veseli, bomo peli, ampak vse, kar bomo danes zaslužili, kar glede tega denarja, bomo potem na koncu točno povedali, koliko je tega denarja, dobi družina Aleksandra oziroma Sašeta Perc iz Jakova pri Šentjurju, ki je imel marca izjemno hudo prometno nesrečo. Starša imata zelo težke finančne razmere in zdaj denar, koliko dobimo, bo njim izjemno pomoč. Tako da bodimo veseli, da smo živi in zdravi, pomagamo pa koliko se da Sašu Percu. Imejmo se fajn, dobrodošli, upam, da še kdaj na kozjanski domačiji. Hvala lepa, Bogojno. Hvala lepa. Dobar večer, Bogde. Возьми, не bil mizo naštimal. A še jaz to sam, težko sem tako hodil. Ja, a vstede sem prav vesel, da sem prišel. Zato, kad sem se kar en mal bavil, da mi pozabil prideva. Ja, res, a vstede zadnje cajte sem zve pozabil ratov. Najprve sem imena pozabljal, pa še obraze. Tako da sem človeka pred sabo imel, pa nisem vedel, kam bi ga dal. Velikrat tudi durce pozabim zapet. Ome pa neža krega. Jaz pa pravim, a veste, da to ni nič hudega, če jih pozabim zapet. Hudir bo takrat, ki jih bom pozabil odpet, a ne? Sicer pa pravijo, da mrtv tač ne more odleteti, tudi če ima okno odprt. Ja, veste, leta svoje prinesejo. Tako da imamo včasih občutek, kakor da se ne malo stara. Velikrat sem takole zjutraj naredi, da komaj nogovico vtaknem, ki se obvačam. Pa tudi hvač ne morem zmeraj zjutraj, ko jih gor potegneti, posebej, če na ramen stojim. Pa zebe me tudi skozi. Skozi. A ste star vrata, te začne pa zebsti. Tudi der je drugemu gorko, delaj bo fletno, ki bo festo bilo. Pred veliko nočjo sva bila pa z Nežo v Kranj, Neža tudi moja žena. Sva pa pred eno štarijo vidva napisan, da imajo za tiste nad 80 let 50% znižane. Sva šla pa nota, ne? Malo zato, da bi se pogreva, ki je bil mraz. Malo pa spirtca, zato, ker imamo doma tudi gostilno, pa sva otva videti, a ne, koha, ohka takola mesten starčka po znižanci in dobejo. Sva dva hado razočarana. Ne sem, da ji bo malo za pojest. Ko sem plačal, se mi je zdel, da tudi znižana ni bo benga. Sem pa kelnerja nazaj poklical, pa sem ga vprašal, človeku ga zunaj piše. Je pa dejal, da za ta stare niso cene znižane, ampak porcije. Počas bo treba tudi na smrt misliti, veste. Da jih bom imuh mal že 111. Se marsikjer ne verjame, da sem tokla star, no, si po pravic povedan, jaz tudi skoraj da ne. Ampak, če pa v mladih letih vedel, da jim daj takola star hratov, bi pa bolj nasi Mirko.
Zato, ker tala moja starost ni nič posebnega, veste, mojata, ta bi jih mu dela že 143, če ne takrat majne smreka po njemu padva. Pravijo, da smrt nič ne zbira. Zato pa eni umrjejo v mladi, eni pa star. Eden čist lahko umre, veste, ugasne, kakor svečka, in drug se pa tako matra, da je na konc čist hin. Pravijo, da če v spanju umreš, da imaš lepo smrt. Pri nas v Srednjem Mozavoh je peklarjev Peter prejšnji teden v spanju umrl. Tako da je revež raj tam sploh ne ve, da ni več živ. Velikrat sem že takole premišljeval, kako bo takrat z mano. Bo, kakor bo, a ne, nekoč nam že preživel. Sem pa v poroko že napisal. Vse, kar imam, sem prav vnukim zapisal, zato ker je obljubiva, da bo vsak dan na grob prišla. No, da pa loži besedo država, sem pa še to zapisati dal, da me morajo zažgati, pa pepel pred tavekom Merkatorjem raztrosati.
Pa pravijo, da smo Gorence vohrni. A veste, der Zeitinge berem, sem mu likat tako jezen, da bi jih narekar odpovedal. Ampak, koga pa boš pojane, pa nič ne veš, pa si pa v gostilne ne moš z nobene reči nič pogovarjati. Mama pa naročeno delo, pa tudi ne delo. Gunga pa zato knot gostilne ocenjujejo. Pri nas jih še ni, bo pa jih tudi nič treba ni, veste. Zato, ker tam not vse, a ki berete tisti, gostilne ocenjuje, no, vse sorte napiše, ankoli pa ne napiše, a je v tisti gostilne kaj fleten, a ni. A imajo hodca, a ga nimajo. To je pa hudo važno, ne, a je v gostilne kaj fleten, a ni fleten. Včasih je bo fleten v gostilno prideti že zato, ki bo not toliko vaških posebnežev. Danes pa komaj še kje srečaš. Ja, no, a ne, ponavad se je v gostilno hodil v nedeljah po maš, največkrat. Tam so bile potepuhe, pa berač, ki so fehtali za hrano pa za pijačo. Župan je bil tam not tudi ponavad po maš, Fajmošter je tudi včasih prišel. Ta velik kmetje so pri svojimi zdeli, ta mal pa pri svoj. Pa kakšen bajtar je tudi zraven prisedel. Enega vaškega tepčka smo tudi imeli, veste, Bertel moj bo ime. Da je tist v gostilno prišel, smo vse ta drug kuj bolj brihten zgledali. Ja, drugač so bile pa vse drugačne, veste, eden je bil krevlast, drug je bil puklast, eden je bil droben, pa mejhen, kakor kakšna mravljica, a drug spet dolg, kakor prekla pa suh, eden mejhen čoket, kakor kakšen sodček v krogu, a drug pa spet velik, pa toast, veste, tako da je 2 stovanovcev, da je uhka prmis sedel. Ja. Danes so pa skoraj vse ljudje glih. No, je pa še pri nas v Srednjem Mozavoh en kreveljnov Luka, tisti je pa še čista pravovaške posebnejše, veste. Ma tako velik nos, kakor eno kumaro. Pa zakrivljenega, tako kakor tist kajfeš v cerku, za sveči ugašati pa prižiga. Ja, a veste, toliko ima zakrivljen nos, da mu špica z nosnicam kar v ta spodnjo žnablo sil. Bog nadej, da bi se kdo pred njemu kaj pačil. Kuj pomisle na to, a veste, da se z njega norca devaš. Je pa močen, brihten pa ni preveč, tako da če je kjerga v jesu sekal, je Bog mal preveč. Zna pa dober nože pa skiri brusati, to pa. Prejšnji teden sem enkrat nesel skiro brusati, me je pa tamal prav Luk prosil, če ga bi ga ohka sabo vzel. 6 let ima, pa ga vse zanima, veste. Sem mu pa dejal, da gre ohka z mano, sam sem mu pa že doma povedal, da ima brusač strašen velik nos, pa da ja nav tam od kakšne zinu. Pa tudi to sem mu zabičal, da ne sme smrkati pa po nos vrtati. Ko sva kje prišla, je bil pa Luka glih brez deva, je pa dejal, da je ohka na skiro kar počakal. Ko je brusil, ga je tam tako zamaknjen gledal, veste, kakor da je bil začaran. Vsaki tok cajt je malo v men pogledal, kakor da je hotel nekaj reči, pa sem ga tako črno nazaj pogledal, veste, da je ga je kuj minul. Se mi je prav smilo, tako je revež, se težko nazaj držal. No, ki bo pa skira nabrušena, se je pa Luka useknil.
Zarobec je mu pa eno tako veliko kuharsko cuno, pa tudi že fest umazana je bila. Zatrubil je pa tako, ste kakor da bi se en bak v vasu. Ja, še me ne je ruknil. Ta malo pa ni mogel več zdržati, je pa hmen skočil pa rekel, a ne, a ta tak nos pa nič reči. Je pa tako, da je Ciril, ta Luka je bil že, ki je bil še fant take tihe sorte. Zle pa ni nobene spregovoril, da pa s kakšno žensko, ki je mu to pa sploh ne. Ali nič čudnega bo pojane, da jih je mu že 42, pa še zmeraj ni bil žen. Se je pa razvedve, da bo ohcet, je pa vse narbel to matral, kako jo je Vlavšal pa usvajal, ker nič govoril ni, a ne? Meni se pa tudi malo čudno zdel, zato ker je glih našo sosedo Maro vzel, Mara jih imela pa tudi 39, tako da smo bili vse prepričani, da je stara devica ostala. Pa ker nankrat okce. Ja? Govoril ni velik, delati je pa znal. Sta imela pa kar 6 otrok. Ta zadnje dva sta bila dvojčka, Peter pa Pavel. Sta se bila tako podobna, kakor dva jajca. Tako, še danes jih imata že 21, pa še zmeri sta se tako podobna, da jih ne moreš ločiti. Tako sta se podobna, posebno Pavel. Ja. Je pa prišla pred spovohce tankrat Mara nekaj dam iskat, joj pa naša Neža kar čez ograjo vprašava, če Luka da že kaj več pove, ali je še zmeraj tako tih, kakor je bil včasih. Je pa djava, da tisti dan, ki sta se vzela, samo 2 besede spregovoril. Ta prva je bila ja, ki jo je rekel pred oltarjem, a nekega je Fajmošter vprašal, če jo vzame. Pa je rekel, ki jo je pa zvečer na rokah dan prinesel, pa na poslu povožil, da je pa začel ritensk preki okna hoditi, tam, ki je do okna vršil, je pa hvače dol spustil, pa rekel, zdela! Pa je rekel, pa da do jutra ni nič drugega več videla, kakor sam še strop. Kar živi, je veselo, kar živi, je veselo, kar živi, moje srce še žalosti. Fantič moj, ražalil ga mi je, fantič moj, ražalil ga mi je, fantič moj, kom je obljubil zakon svoj. Pojdem samostan, tam bom šivala, štrikala, tam bom šivala, štrikala, tam
kalaš, prikalaš, svojega bom sinčka zivala. Spavaj mi, spavaj, sinko moj, sinko moj. Spavaj mi, spavaj, sinko moj, sinko moj. Spavaj mi, spavaj, sinko moj, sinko moj. Kakor je spavaj, očka tvoj. Šla bom na goro visoko, visoko. Šla bom na goro visoko, visoko. Šla bom na goro visoko, visoko. Vrgla bom sinka v glavo. Plavaj mi, plavaj, sinko moj, sinko moj. Plavaj mi, plavaj, sinko moj, sinko moj. Plavaj mi, plavaj, sinko moj, sinko moj. Kakor je plavaj, očka tvoj. Očka je plaval Savico, Dravico. Očka je plaval Savico, Dravico. Očka je plaval Savico, Dravico. Ti boš pa plaval do glavo. Ti boš pa plaval do glavo. Ja, sem se spomnil, res je bo hudir, če ni bo otrok, še huje bo pa včasih, če so bile nezakonske. A vse pri nas, pri Breharje, so imeli eno kravo, k njim pa ni vodva breja ratati. To je bo še pred ta drugo svetovno vojsko. K ni bo še obenha umetnega usemenovana. Krava se je skozi gonila, zmeraj so jo tudi k bike gnali, breja pa ni ustava. Pri nas je bila še taka navada, da so kmetje dajali ne samo kone za Štefana žegnati, ampak tudi drugo živino. Krav, koz, prešičev pa ovca, seveda niso gonili pred cerkev, ampak so doma naredili tako figurico, kakšen jo je naredil z voska, kakšen z lesa, kakšen pa tudi z železa, če je znal kovati. Pa je pa tisto figurico nesel, pred oltar, da so jo žegnali. Tak figuric so pri nas rekli pršona. Nartalevš pršone so pa na Štefan gor pod Krvavcem divali. No, tist let, ki vam jaz rad tole povedal, pa Breharjev tudi obene pršone niso žegne nesle. Oj, pa krava spet ni otva breja odstata, je mi bilo pa že žal, da niso nesel obene figurice žegne. Je pa Brehar toliko popustil, zato, ker je v zadrugo stopil, pa še propagando za zadrugo delal, tako da je bil malo navzkriž z župnikom. Je pa toliko popustil, da je šval Breharca ohkal Faroš, pa da je Fajmoštra prosila, da bi kar celo štalo požegnati prišel. Toliko mu je pa rekla, da ne
po dnev hodil, ampak bolj z nočjo, da ne bo prehudega govorjena. Mu ni bo treba dvakrat reči, je prišel, ampak prišel je pa po dnev, zato ki je hotel, da bi se razvedel, a ne, da tudi zadružne na morju brez njegovega željna. Vsa držina je bila zbrana v štal, ki jo je Fajmošter pošprical s tažihnano vodo, pa pokadal s kadivom. To je bilo okoli Adventa. Za cvetno nedelo je pa Fajmošter Bregarca vprašal, če je kje nucal. Oj, djava, bomo imeli te leta, pa mlek tudi, seveda, pravno scerhamo pa nucal, zato zgleda, da je takrat v štal tudi naša Mici in Špric Pasova, zato ker tudi pričakuje. Seveda je bil nezakonska, ne? Ampak je pa treba povedati, da je bil takrat v srednjem zavoh Fajmošterina zelo dobra duša. Ni delal nobenih komedij za Voldga. Fantička je po krstu, bil je pa tako majhen, da še niso videli tako majhnega, tako da je še Fajmošter rekel, pa res čist mal. Bregarjeva mati pa rekla, še bolj bi pa bo, če ga ne bo čist nič. Ja, tako kot sem prej rekel, je bil hudir, če so bile nezakonske, če je šlo pa za gruntarske, je bo pa še bolj hudo, če jih sploh ne bo. Zato, ker na grunt pa brez otrok ne gre. Tako vam uhkajno gorensko pesemco povem, ki govori od tega, kako je, če otrok na kmetih ni. Tako da gre. Sosed, ki na kraj vasi prebiva, se Ivan, ena od dveh hčerav moživa. Lepo zadovoljen v zakon živi, sam otročička ni, pa ga ni. Mat potož stolnemu dekan, k moj bo se že mal znan. Mamca, na Roma ne bešte z njo, an drug let gvišen zid bova bo. Je leten dan minil, ki je mater spet dekan dobil. Jo hiter vpraša, no, kako je doma? Ali hčerka že otročička ima? Mat mu pa reče, o, zaleglo je Romane to, sam če bi do pomote ne prišlo. Mulca, zdaj tista hči naša mak je takrat ostala sama doma.
nič drugega dal, da je treba kar udopiti. Z lepmo konom ljudi se je dal včasih prav dobro zaslužiti. Pa tudi postavljali so se s konom glih tako, kakor pa danes s kakšnim fajn avto tam. Zvate čase so imeli pa slovensk furman še pred ta prvo svetovno vojsko, še preden so železnico do Ljubljane pa poj naprej do Trsta potegnili. Ki je pa vlak tisti dan, ki je vlak v Ljubljano pripeljal, so imeli pa tudi fjakarje velik deva, zato ki je bila na štacion ena velika ceremonija. So tudi cesarja Franca Jožefa čakali, pa ga poj ni bo. No, ki pa v ta drugo obljubo, da je prišel, je pa besedo držal. Takrat so mu mende dali probati tudi našo kobaso. Mu je bila tako všeč, da je še doma od nje govoril, da je pa cesar je rekel, da je jedel Krajner Wurst. Takrat je mende naša kobasa tudi ime dobiva kranjska kobasa. No, našem je bo to dolgo všeč, sam prek kratkem, ki so pa hoteli to v Evropsko unijo zaščititi, so se pa Avstrijci repenčiti začeli, zato ker jo tudi sami že več kot 100 let devajo. No, daj sem malo zašaj to, nisem hotel nič to sem hotel furmanov. To, če je bil kakšen furman v mest doma, ali pa bliz mesta, je ponavadi tudi greznice prazne. Si dal smo tudi kaj zaslužiti. Čeprav so pravili, da tiste sode, ki so napumpani z gospodskih greznic, na njiv nič od sebe ne dajo. Da si nas plača prazniti po pisarnah pa po sodiščih, da je sam papirno. Ampak, veste, to ni bo čist res, zato ker gospodski so dobro jedli. In bila pa tista gnojšenca, pa tisti sort napumpan z gospodske greznice glih tako, ali pa še bolj izdaten, kakor pa s kakšne druge. V Kranj je prglavarje, to je bil v časa Vaven v Stari Avstriji, v mest. Prglavarje je ponavadi Piškleš prazno. Piškleš je bil ata od doktorja Viktorja Korošca. Doktor Korošec je bil pa predavatelj za rimsko pravo na Ljubljanski univerzi, na pravna fakultet. To je bil tako učenak, da so ga posod po svetu vabili. Je znal ne vem koliko jezikov, pa tudi tiste hieroglife je znal brati. No, Piškleš je imel majhne njivce, pa en mal travenka, pa eno kravco, tako da mu je gnojšenca prav prišla. Dej pa en dan po tistmo, ki je pri Piškleže praznu, pa na svoj njiv pošprical, je pa tam mem glavarica z eno hospico z Ljubljane na sprehod prišla. Si vede, je fest smrdel, ne? Je pa rekla, jočka, kako smrdi, kaj ste pa naredili? Je pa dejal, jaz nič, jaz sem sam pošprical, naredili ste ga pa vi. Za furmane so rekli, da so ljudje, ki imajo kaj pod palcem, pa da jih imajo zato po 4 radi, furmane pa da imajo rad lepe kelnerce. Ampak ni bo čisto tako, veste, zato tisti, ki niso imeli, majhne počakajte. Nekaj vam še zapovedati od furmanov, potem pa na vrst. To sem hotel reči, da niso imeli toliko denarja. Tisti, ki niso imeli svojih konj pa voz, so glih majhne več zaslužili, kakor je bo pa treba za hrano pa za pijačo. Savinjsk pa Korošk furmana
so zaslužili po 10 do 12 dinarjev na dan, to je bilo še v stari Jugoslaviji, pred ta prvo svetovno vojsko, ki je bil že dinar namest kron. No, 10 do 12 dinarjev, to je bilo pa toliko, da je furman lahko za tisti denar kupil štruco kruha, en kos lovske salame, pa ene par glažev mošta. Zato, ker vina v Savinjsk pa na Koroškem ni bo. So hodili polnega na Štajersk, pa tudi na Primorsk. Zmeri sta bila 2 na 8. Zato, da sta se lahko razbojnikov obranila, če so jih napadla, pa tudi, da sta se menila med furanama. Menila sta se pa tudi pri pitju. To sta pa tako naredila, da sta sod, ki je po koncu stavil, ta prvi tako majhna z kvadrom obroč gor nabiva, pa sta pa sod na trebah zavaliva, pa tam, ki je bil obroč gor natavčen, sta 2 lukence not zvrtova, pa sta pa po svamc ven piva. Ko sta se pa napojila, sta pa po svamc spet noter vodo našpricala. Pa sta pa 2 cveka, taka malo več, not v tiste luknje zabiva, pa obroč dol natolkva, pa nazaj postava. Tako je bil vin kršen, še prednje do gostilničarja vršil. Ja, pa še to je bilo, če se je pa tak sod izsušil, pa da je narazen padel, je bil pa znotri videti tak, kakor en jež, toliko je bilo tistih cvekov not. No, zdaj pa ste na vrst, pa oprostite, že ste me toliko cajt čakali.
Milica Prešiček. Glejte, prej sem govoril, da sem pozabljiv ratov, ampak ne za vse čijavste. Zdaj pa si ne spomnim, kje sem ključe odkje pustil, ali pa kam sem očala dal, če jih z nosa delim. Še dobro si pa spomnim, kako bo pri soldatah, čeprav sem vojsko živ ta prvi svetovni služil. Veste, kar nas je bilo slovenskih soldatov, so nas največkrat v 17 pešpolk poslali, so nam pravili zipcenarje ali pa kranjske Janeza. Smo pa bili na glas, kakor korajžna, pa cesarje zvesta vojska. Čez do maja leta 1918, poj so se pa punte začeli. Vzgaska pivo v Avstro-Ogrska armata v prvi svetovni vojske 6 puntov. Kar 3 so pa slovenski soldata zakuhali. V Radgon, v Judenburg, pa v Murov. 3 so pa Srbe, Čehe pa Slovake zakuhali. Hrvatarje, Mađar pa Nemce se niso pa nič puntali. A veste, v prvi svetovni vojski bo vzgaska 30.000 slovenskih soldatov. Tako da je na vsakih 1000 avstro-ogrskih soldatov prišlo 25 slovenskih. Pri oficirjih je bilo pa slabi. Tam je bilo pa na 1000 oficirjev sam 5 slovencev. Jaz sem mu takrat tazga pasiga hauptmana, a veste, da se je Bog usmilil. Na nas se je drl od jutra do noči. Dar se mu je zaluštil, nas je v ta največjemu dežje pa bvat, na eksercir pac poklical, se pravi na vežbališče, pa v vrsto postavil. Pa smo pa tam v tismo dežje stali, dokler ni bila komanda, da smo mogli letati okrog, skozi bolj hiter, smo bili pa že skoraj čist brez sape, je pa s krihibengom začel. To se pravi krihibeng je, da smo se mogli v tistmo bvat, pa dežje po komovcah pa po kolenah plazati. A ste zmeraj, da se mu je zaluštil, da bi se nas takole prvošil in na žepce na eksercir pac prijahal. Žebec je bil pa lih tako pasji, kakor pa hauptman sam. Pa se je pa dol z tistega žepca zadrl tist svoj haptaht. Ampak, a veste, to je bila komanda. To ni mogel vsak oficir po svoje zaupiti. Mogel je zaupiti, pa točno takole. Haptaht! Dar je bila taka komanda, smo mogli stati v pozor, ali kakor se danes reče mirno, a ne, po nemški bo pa to štramštije. Stali smo primer, kakor sveče, čeprav smo vedeli, da nas bo spet obvat nagnal. Poj šel pa hodir za 3 tedne na dopust, zato se je oženil. Med vas in mu Marko tam z Bele krajine smo mogla pa na tistega žepca merkati. Vsak se ga je bavil, zato ker je bil pajsar, se pravi, da je grizel, pa bcal je tudi. Tiste 3 tedne sva se z njemu fest namatral. Točno čez 3 tedne je pa Baumgartner nazaj v kasarno prišel. Ta prvo, kar je naredil, je šel žepca pogledati. Rekel ni nič, tudi pričakovala nisva, da naj bo kaj pohvalil, a ne, saj da naj ni nahrulil. Ampak, da je bil kaj hvaležen, kje pa, ki je bil ta prvi orang dež, je že trobenta piva, smo mogli že spet na eksercir pac, vrsta, okoli leta, tubat. Na konj je zdel, pa že ki je prijahal k nam, se nam je zdel, da se mu žlehtnova kar na očeh vita. Poj se je pa zadrl. Haptaht!
takrat je pa Žibec poskočil, a veste, pa sta zadnjih na ta sprednje, pa spet na ta zadnje, pa na ta sprednje, pa je pa še ni dvakrat fest ritnil. Baumgartner je bil presenečen, so mu pa vajeta z roko šle, tako da jih malo sedla z letu, a ne. Noga se mu je pa upihal, se pravi, v streme, a ne, not zatakniva, tako da jo ni mogel ven dobiti, a je pa Žibec še na stremenenkat vzignil, pa v blat vrgel. Mi smo stali hap-tah, tako kot je bila komanda, a ne, z levo roko na robe od hvačence, z desno pa na jermin od puške, čeprav se naraj z obema za trebah držali pa smejali. Baumgartner je kar krvave oči dobil, a vste, ki je zblatal in se pobral. Pa ni mogel stati, zato kad se mu je na tist noh, ki mu je upihlna ustava, kita na pet strhova, pa ni mogel stati, je pa še enkrat v blat čmoknil. Smo pa kje skočili, ne, da bomo pomahali, zato smo videli, da je nekaj narobe. Je pa začel upiti, abtreten, to je bilo pa tako, kakor zginte. Ja, smo pa šli vsako svojo barako, ne, tako da tudi mi nismo pa videli, kako je on svoje kri hibanje, ko skončal, se izbvata v leku. Vam povem, ljudje, vse so mu prvo šli. Ampak sam med vas, Marko, tam sva pa vedva, za koga je Žibec pobesnil. Zato, kad sva ga kuj, sva ga v roke dobva, učit začela. Vsak jutr pa vsak večer, k sva mu spucova, pa k sva ga zglajštrova, pa nafutrova, sem ga jaz tokola trdo za ohvavenco prijel, pa sem se mu na ušes zadaril. Hap, taht! Marko ga je pa takrat dvakrat z vilom po litu sekal. Je žlahtna travca, je slajša kakor med. Od njega ne volite glavca, če ga kadiš soli. Od njega ne volite glavca, če ga kadiš soli. Topak je Bog ustvaril samo za moški stan, še ženskega kadijo, katere ni ne sram. Še ženskega kadijo, katere ni ne sram. Tri šprahe govori, ekipa gorit klopoče, tri šprahe govori.
je to baš škodljiv, čeprav bi to resnica, za kralj ga ne kadi. Čeprav bi to resnica, za kralj ga ne kadi. Obljubo je storila, kadila več ne bo, ga škatlico kupila, pa šnofala ga bo. Ga škatlico kupila, pa šnofala ga bo. A ste prav fletneje, ki je gostilna polhna. Takole tale kozjanska domačija me kar malo spomina na našo gostilno. A ste pri nas imamo tudi vse polhne, še ni nobene krize čutili. Pa tudi ljudi zadev še težko dobimo. Vse se ponujajo, no sem kašne. Ja, tak, ki brat sam da pol nedeljal, pa da bili v zbotah pol nedeljah frej. Ja, ko pa boš stakmo v gostilni. Je pa dobra kelnerca za oštarijo veliko redna, tako da se splača pomujati, da jo dobiš. Če pa hočeš, da je še fletna zraven, pa je pa sploh težko. Pa še to je, da ki jo že enkrat imaš, da veš, kdaj je v pičve, da vodva prečita. Mi imamo pa še eno težavo, da imamo kuharja, ki je čist navaden babjek. Ja, čisto vsako punco, ki pride rine, sem mu že to povedal, da ga enkrat ena prijavlja, če v vsako rino. Pa mu nič ne nuca, a veste? Uslište, za pusta smo novo kelnerco dobili. Eno mlado punco, 17 let staro jojata z Zagorja pripelo. Pa še to mi je naročil, da ne ima umirkam nano, a nekaj tako mlada. A ni hodir, kuj drug jutr sem slišal, kako je za šankam plavšal. Je pravil, stakavico piva še ni bil bene haldi, je pravil, da je nekaj lepega odnesanov, pa da je pri njej spal, pa da je čist nahomidu. Je rekel, da ste me. Je dejal, ne tist pa ne, sem se prek zbudil. Jaz sem ga pa prijel, sem dejal, da je pa dosta, to, kad sem že povedal, pa še zmeri nič ne zaleže. Je pa dejal, da kdor uspan, kdor spi, tist nagreši. To je po svoje res. Res je pa tudi to, a veste, da kdor pred spanem greši, tist poj bolj spi. Kaj je to čudež, ki povzroči, da na plesišču se vsaj vrti? To je še suhega Janeza, zopravi, ko sem se spral. Kdo je sosedku poguma dal, da si za piskuco je ukral? Kaj pa prida na rušo, jica, kaj samec klopara moli? Klarinet je strovento par, bariton ritma je vladar, še kitara, harmonika, to je prava muzika. Včasih mislil sem, da rockerno postal, skopom jazzu katil in vse spovedoval. A se zjutraj mislim poslušal sem srce, ki samo v polki mi poskočilo je.
duša, ne se ustavila, tak spoznaj svoj bez veselja srca. Mali med instrumentom paj, bariton ritma je mlada, še kitara, harmonika, to je prava muzika. Včasih mislil sem, da rock'n'roll postal, spomnim jazika, ti je vse spogledoval. A si si primisli, poslušal sem srce, ki samo v poti mi poskočilo je. V srednjem mozavoh imamo eno štularco, ki ima 4 punce, 4 hčere. Pa je zmeraj rekla, da bo vse uživa, pa da uben drug ne bo mogel ženen biti, kakor sam Slovenc. A veste, zarečene župe si največ poje, pravijo, ne? Ali pa zarečenega kruha. Se je izvedla, da je hči Tamaj z enim Hrvatom hod, je bil kuj ogenj v streha, veste. Štularca je bila tako jezna, da je hčere ni skoraj kamor pestiva. No, poj, ki se je pa skazal, da je poba priden, pa da ga v fabrik kar gor vzamejo, pa da je po slovenc govori, pa vse, so pa začeli kar malo popušati, pa štularca je začela v dohcet govoriti. Takrat je bil šele hudič. Se je pa skazal, da je poba sploh ni Hrvat, ampak Bosanc, pa še musliman. Štularca ni v dohcet obene besede več slišati. Pa se je pa sestra začela nekaj mešati noter, zato, ker sta si ta omade dva res rada imela. Je pa Amirja, tako je temu fante z Bosne ime, rekla, da če jo ima res tako rad, naj se pa krstiti da. To je lahko reči. Sam vam povem, danes cerkev ni več tako popustljiva, kakor je bila pod komunizmom. Takrat se je dal krst, birmo, obhajil, pa tudi cerkveno boroko, vse vedmo dan dne uštimati, čeprav ta novoverenk nima kaj dost pojma od katoliške vere. Danes je pa drugače. Danes pa cerkev hoče, da vero pozna. Eni pravijo, koga cerkev komplicira. Jaz pa pravim, da je tako čisto prav. Koga pa rineš v katoliško vero, če jo sploh ne poznaš? No, ampak vam povem, Amir se je pa podal. Je pa začel k verouk hoditi. Cel zavoh je ne 3 tedne samo govoril. Amir hod k verouk. Poj, pa glih tako, kot strela z jasenga, da je navzohcet jo nič. Pa to poje, vste, ki mu tala Amir že krst obhajil, pa birmo za sabo. Obeden ni vedel, koga je vmes prišlo, zato ker tudi štular nehal v gostilno hoditi, pa ga nismo mogli vprašati. Poj, čez en mesec ali kaj takega, pa štular le prišel v štarijo, sem ga pa vprašal, sem dejal, ti štular, koga se je pa zaumil takrat, da ni bo ohcet. Je pa dejal, ti, a veš, da je Amirja katoliška vera tako všeč, da je šel zdaj kar na duhovnka. Izidor, očice, Tingelton, 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 Tingelton,
tin, tingle, tingle, song, tingle, tingle, song. Kołcice jedna pasel stopił je wojażki stan. Tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tingle, song. Kowojażki stanie zapuścił, stopił je za konski stan. Tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tingle, song. Kozakonski stanie zapuścił, stopił je w niebieski stan. Tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tingle, song. Tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tin, tingle, tingle, song, tingle, tingle, song. Zadnjič sem bral, da v Sloveniji čedalje več takih, ki so po 30, 35 pa tudi več let stari, pa že oženjen, pa še zmer doma pri mam živejo. Ja, to je da je kar navada rato, veste, da ne grejo v doma. Je pa tudi to res, da stanovanja so drage, parcele tudi, pa še malo je zazidljivih. Pri nas doma nas je dej v hiš kar 10. To si kaj mislite, da nam grejo ta mat fest na živce včasih. Imajo take navade, da se Bog usmil. Poslušajte, lansko let polet je imela ta mala žur v Kranj. Je bila tista kranjska roč. Rečejo žur, a ne? Se je urihtala, dala se je gor eno tanko bluzco, šminkam se je namazala, pa še tako, da se je vse skozi videlo. Ki je pa njena mama v kuhno prišla, moja pravnukinja, je pa rekla, če misli taka vanita. Je pa videla, da ima pod tisto bluzco še hun modrca, ki ima v sred luknji, tako da bradavice ven štrlejo. Je pa ta mama rekla, da je tako čist prav, da se vse vidi, da so te njene bradavice kakor dva popka od ene rožce, ki se oglih kar razcveteva. Da te nekam prime. No, še pred koncem poletja je pa ta mama doma žur naredila. To je tudi nekaj, ki te ohkavno rišenco spravi. Se niso bile v hiš, so bile dol v sadovnjak, ampak glasni ljudje so pa tako, da to ne moreš tudi v česa ne zapreti. Ta mama se je spet zrihtala tako, ki je zmeraj, bluzca, šminka, pa te preluknjen modrc. Moj pa kar naenkrat pa mama v kuhno prišla, vam povem, ni imela pa nič gor od pasu. Brez kombineže, brez modrca, brez bluzce. Je pa ta mama rekla, mama, dajte se noč zrihta, da je kar kolege sem prišla. Je pa mat rekla, veš koga, nič se nam rihtava. Če ti uhkatela tvoje popke po veselicah, kažeš, bom pa še jaz moje obešanke.
študentom danes ni lahko, pa se pa tako lahko, kar pravijo na žurah, duška dajo, ne? Zato, ker študirati se nas plača danes, služba te ne čaka. Pri nas je precej vikendašev v Srednjem Zavoh. Je tudi en doktor Žužek, ki na univerzi uči, je na svoj koš skusil, da se nas plača študirati, tudi velika tako reče. Je pa sevoj pa greznica zamašil, odtok iz kopalnice v greznico zamašil, je pa probal sam odmašiti, mu ni ratov, je pa inštalaterja klical, možakar je prišel, popravil, se reče ne, odmašil, nič ni bo za popravljati. Pa prav mast ne zaračunal. Ene dobre pol ure se je zamudil, pa 74 € računal. Je pa dejal doktor Žužek, tokle na uro pa še jaz ne zaslužim, pa sem profesor. Je pa inštalater dejal, se jaz tudi nisem, dokler sem bil profesor. I'm Sina Bliss, Sina Bliss, la Sina Bliss, Morja nad tistem, kde pišejo, pa govorejo, pa ne znajo dober slovenski. A veste, da imajo čist prav. Tala doktor Kristjan Silvo ulikat, tela športni komentator je krnifla. A veste, tist, ki hoče svoj poklic dobro delati, mora imeti fajn orodje. Za tiste, ki govorejo, pa pišejo, je pa orodje jezik. Ja, jaz tudi govorim, po domače, ampak jaz nisem noben novinar, pa tudi nič napišem. Spoznam se pa. To tudi vse v Srednjem Zavoh vejo. Pa mi tudi včasih kjer vprašajo, kar se ga tiče. Včasih se pa tudi malo zezajo z mano, pa se norca devajo. Letos pred veliko nočjo me je eden vprašal, če vem, odkje to pride, da se potic reče potica. Se mi samo štime. Sem mu pa dejal, ja pošluš, okrogla je tako, kakor potica, dobra je tudi tako, kakor potica, pa za veliko noč, pa za božič se speče, kakor potica. Ja, zakaj se pa ne, pa je še potica rekla. To ni nič narobe. Zato, ker jaz takoj zamerkam, če je kaj narobe. Pa jezik, pa tudi drugače. Zadnjič sem nek bral, da je en direktor dobil nogo. To ni prav.
Po slovensk smo zmeraj rekli, da so hadali na čevelj. To je bolj pa že od nekdaj, od takrat, ki je mu čevlje sam še gospod, gospodar, raščak ali pa oskrbnik. Tist je mu čevlje, ta drug so bile pa bosi ali pa v coklah. Tako da si vedel, kdo je tist, ki ga je dal na čevelj. Pa kako ga je dal na čevelj, se je tudi vedel. Tako da ga je pecnul, ali pa po domači se je rekel, da ga je uracnul. Pri nas se, ko začne nekaj pisati, pa to pa nima zvezi z nobeno, ta pravi, če pa z nobenim pregovorom, kar nekaj pa to pa. Pa tudi pri jezika ste ni za vse grih. V parlamentu kakšen poslanc, kar tako mim grede enemu drugemu reče, da nima jajc. Helena nagnev, poje, ne jo mačo za kartač. Huna Frajkinstner je ga pa not pa ven dajal. Ja, če pa kjerga od talahtavišjah spodejo, pa napišejo, da je dobil nogo. Navadno ljudje imamo dve noge. Tak ne mu pa poj tri, kako. A veste, če ti kdaj kjerga s trem noham srečali, poj ste prepričan, da je bil čas poslanca ali pa župan. Še se bomo imeli
Poslušajte, jaz moram daj damiti. Me veseli, da ste se smejali, zato, kad jaz velikrat pravim, da zato, da se te ljudje smejejo, ni treba kvantat pa masnih vicov praviti. Še gospa se mi enkrat zasmejava, drugače se je bolj kislo država. Poslušajte, sem pa tudi to že slišal, da ni treba kvantat pa masnih vicov praviti, samo zato govorim, ko benga tacga ne vem. Pa še koliko jih vem, sam jih naprpovdujem. A ste jih vem? Enega lahko poveste, no? A ste drug tudi za to? No, on pa je ga povedal. Poslušajte, jaz sem srednjega zavoga, to je čist bliz Pučnikovega letališča. Ulik naših ljudi tam deva. Vencelova Minka deva na šalterje, to je tam, ki moraš kufre oddati, pa karte pokazati, pa da te sedež dajo. An jutr je devova na šalterje, ki je bil za avion za Pariz. Je bila vrsta, ankapa ljudi, vse takrat je v en uri ne 10 odleti iz Brnika. Je pa eden živce zgubil iz Zagreba en čovek, je bil 2 kufra, se je prrinil naprej pa rekel, poslušajte, on je hrvaško govoril, jaz bom pa po slovensko. Je dejal, jaz sem iz Zagreba, jaz moram na ta avion za Pariz prideti, lepo prosim, dajte me kufre zvagati pa karto. Je pa dejala Minka, gospod, poslušajte, to ne bo drugače, avion bo vse počakal, lepo si nazaj v vrsto postavite, boste vse gor prišla. On se pa ni dal nič dopovedati, a ste pa kar še bolj nasramen ratov, je pa dejal, a vi veste, kdo sem jaz? Minka se ga ni pa nič ustrašila, pa tisti mikrofonček pred se potehnila, pa je rekla, obiskovalce letališča Jožeta Pučnika obveščam, da je na šalterje za Pariz en Zagrebčank ne ve, kdo je. Če ga kdo pozna, naj pride sem, da mu to povedal. On je pa kar zelen ratov, pa je zaupil, jebote ja! Oprostite, to se po slovenski ne da povedati. Minka je pa rekla, gospod, morbit se vdal tudi to zrihtati, sam tudi zato se v tem vrsto postaviti. Rdeče noske mala, od same špigita, če bova mitva prla, ne bova bila več, kada se bova grila, pa tisti veliki peč.
Zana, Zana, kak je vroč pojuče tvoj. Oj, Suzana, Zana, 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 kak je vroč pojuče tvoj. Vsaka niža bode, samo konti nežane. Vsaka neža bode, samo konti nežane. Oj, Suzana, Zana, Zana, kak je vroč pojuče tvoj. Oj, Suzana, Zana, 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 kak je vroč pojuče tvoj. Svaki trigger škripa, samo host trigger ne. Svaki trigger škripa, samo zizu trigger ne. Oj, Suzana, Zana, Zana, kak je vroč pojuče tvoj. Oj, Suzana, Zana, 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 kak je vroč pojuče tvoj. Svaka guma cvili, samo ona guma ne. Svaka guma cvili, samo ona guma ne. Oj, Suzana, Zana, Zana, kak je vroč pojuče tvoj. Oj, Suzana, Zana, 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 kak je vroč pojuče tvoj. Suzana, Zana, 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 kak je vroč pojuče tvoj. Hvala lepa. Samo malo Franci, še počakate. Sem rekel, so muzikanti šentjurski, namreč ti so tistega kova,
ko so že pred 25 in več leti špilali, Franci, samo malo, če tole odpnete harmonke, rekli so, da zdaj po novem, takole, ko špilamo, tudi mi smo že doživeli malo, če date na razen meh, so rekli, da zdaj po novem, kar pride kdo, muzika, špilite še, kar takole reče, kero banko imaš, banko cele, že imaš nakazan. So rekli, da si še dajte unke stare tradicije bolj držati na čelu, pa tak naprej. Je tako? Tisto banko, ko kartice nabelaje več. No, takole, dajmo še lep aplauz. No, če je pa tak, da je tole zdaj Fred se nakazal direkt, potem bomo mi tudi zašpilali, ker je že sprejet denar, ne? Bomo pa zdaj tisto Frecetova Marička. Tako je. No, v glavnem, po tej skladbi je pa Bojan rekel, naj jaz povem, da se vsem zahvaljuje, da ste se udeležili, namreč, da je zelo vesel in pa naj se nobenom ne domov mudi, korenjaki so že pripravljeni, namreč tako, da se lahko zavrtite, pa noben, namreč petek je danes, dajte si vzeti čas, kot je že prej rekel Beno, po vsi šentjurski muzikantje, da govori tista pesem za prijatelje, se treba čas, cajt po domače povedano vzeti. Dajmo biti ljušni pa dobre volje danes, ko smo skupaj. Hvala lepa. Še trupa si sangla barti, hola via ti dom. Še trupa da do vaškega, sam dobro me poznam. Zajem nič, ležanjem nič, pa vendarle dobro živim. Saj trupa tam, kaj krajca čim, za Slavkovice Che senza svisci classi, hola via di